in plešemo. O ja, to smo tisti ljudje, ispod soncem obsijani in gledamo naprej. Ispod soncem obsijani in gledamo naprej. Tako kot že tradicionalno vsa leta, tudi letos v mesecu novembru, Korjakov bazar. Vendar pa drugačen, z novim konceptom, s prodajno razstavo prodajnega programa izdelkov, ki so jih izdelali njihovi uporabniki. Nekaj glasbenega programa, kot pa je videti, je kar precej obiskovalcev in kot nam je povedala direktorica, več tako niso mogli, ker je bila dvorana premajhna za vse obiskovalke in obiskovalce, ki so želeli priti v kongresni center na Brdo. Lepo pozdravljeni spet v kongresnem centru Brdo na našem že 12. bazarju. In kaj se dogaja pri vas v centru Korak, je kaj novega? Torej v centru Korak se pripravljamo na širitev. Dolga leta smo pravzaprav v javnosti govorili, kako imamo čakalno listo. No, zdaj smo res v sklepnih pripravah in upamo, da v nekaj tednih bomo lahko kandidirali na javnem razpisu in da bomo potem takoj po novem letu, upamo, sprejeli še 20 novih uporabnikov. Koliko uporabnikov pa imate sicer v centru Korak? Trenutno center Korak obiskuje 30 uporabnikov, tako da potem bo to res za Gorenjsko že kar velika ustanova za 50 uporabnikov in s tem bomo nekako krog tudi zaključili. Kaj ste se odločili za drug koncept letošnjega bazarja? Torej, bazar v prvotnem konceptu s prireditvijo, z modno revijo. Enostavno smo imeli tako veliko obiskovalcev, da dvorana ni več prenesla takšnega navala v enem kosu. Tudi prireditev sama se je, moram reči, odlična je bila, zelo lepo sprejeta. Ampak z leti se potem mogoče malce ideje izpojejo in je treba spremeniti nekoliko drugače. Tako da danes pa pravzaprav z glasbo, z gostujočimi glasbeniki, z našimi uporabniki pridobili smo prostor za razstavo slikarsko naših uporabnikov in pa tudi prodajne površine, ampak kot vidite, vrvež je lep in veliko obiskovalcev je prišlo, tako da smo zelo veseli. Pesem o življenju in večerna naj zveni. Oj, mi še o krepenenju, naj srca nam pomladi. Lepo pozdravljeni tukaj na kongresnem centru na Brdu, 12. Korakov bazar je danes in veselimo se številnega občinstva. Vsako leto pridajo, veseli smo jih, res se pripravljamo dolge mesece in mislim, da smo pripravili krasen razstavni prostor in čudovit prostor za pogostitev. Ljudje se zabavajo, uživajo in s tem, ko pridajo, delajo tudi dobro delo. In koliko časa deluje klub En korak več že pod vašim vodstvom? Torej, to je moj drugi mandat. Mandat je 4 leta, mislim, da sem zdaj predsednica 6 let in počasi bomo verjetno zamenjali predsedstvo, počasi se bo verjetno menjalo, bodo prišle nove ideje in novi ljudje, tako vsako društvo tudi deluje. Kakšno je leto 2019 za klub En korak več? Po mojih ocenah je vsako leto uspešen že s tem, da se vsako leto zbere ogromno prostovoljcev, ogromno članov društva klub En korak več, ki pomagajo zbirati sredstva za center Korak. Vsako leto posebej je uspešno že zaradi tega, ker so tukaj zbrane srčne dame in tudi gospodje, ki res svojo energijo usmerjajo v dobro delo.
Letos Številni prostovoljci, ki delujejo v klubu En korak več. številni prostovoljci, veliko krat rečem na naših sestankih in srečanjih predvsem to, da se dobre, pridne roke včasih sploh ne vidijo. Torej, tisti ljudje, ki smo tukaj, imamo zadaj še nešteto dobrih rok, ki nam pomagajo seveda. Bojni pesem o svobodi, ki v lastovki živi. Bojni pesem o šteknobi, ki se vklanca na sebi. Vesna Užek in pa Aleš, oba delata v centru Korak, torej dobro poznata vaše uporabnike in letos ste se odločili na drugačen način, da približate oziroma da ponudite lahko vašim uporabnikom tiste pripomočke, ki jih pravzaprav potrebujejo. Lahko predstavite tole prodajno razstavo vašega razstavnega prostora? Izdelki, kot ste že sami videli, so zelo raznoliki, nekaj je keramičnih izdelkov, nekaj je stekla, tudi lesene boste videli. Mislim, da so za vsak okus, trudimo se s pomočjo uporabnikov predvsem, ker to je smisel teh izdelkov. In mislim, da so vsi obiskovalci in prijatelji Koraka z letošnjim izborom zadovoljni. Čigava pa je zamisel, Aleš, kaj boste prodajali in kaj boste izdelovali z uporabniki, ki tokrat vidimo tukaj, res zelo raznovrsten program? Zamisli prilagujemo njihovim zmožnostim, kar so sposobni sestaviti skupaj. Mi v Koraku naredimo nek koncept, šablone, potem pa oni to sestavljajo skupaj, izrezujejo iz gline, mi jim pripravimo material, potem pa tudi tam z njihovo pomočjo sestavljamo te končne izdelke, barvamo, pa na koncu še glaziramo pa pečemo. Z vami so tudi vaši uporabniki, tako kot vedno. Z nami so uporabniki na prodaji tudi letos, tudi lansko leto so bili in nam pomagajo pri prodaji. Ja. Če lahko predstavite oziroma če lahko poveste, kaj imate vse tukaj, kaj vse vidiva? Tukaj vidiva več ali manj izdelke, oziroma so izdelke samo iz keramike, iz gline. Imamo svečnike, šatulje, misli razne, milnike, hiške dobrodošlice, različne stvari. Ste to vse skupaj ustvarjali skozi celo leto ali ste se odločili za en določen čas, da pa to letos ponudite na prodajni razstavi? Mi to ustvarjamo skozi celo leto, ker je to tudi del programa in naši uporabniki so izredno veseli, ker se počutijo koristne, ustvarjalne in višek je bazar, ko vse to predstavimo in seveda ponudimo obiskovalcem. In to potem ponudite tudi poslovnim partnerjev za novoletna darila? Zaposlitveni center, ki je del našega Koraka, je bolj osredotočen na to. Mi imamo pa največ na bazarjih, pa če pride k nam prav v Korak fizična oseba, kaj kup. Tako da toliko zelo na veliko ne delamo, ker niti nismo zmožni na veliko prodajati. Bojni pesem o svobodi, ki v lastovki živi. Bojni pesem o šteknobi, ki se vklanca na sebi. Hermina Krt, dolgoletna predsednica kluba En korak več, še vedno sodelujete, letos pa ste čisto v eni drugi vlogi tukaj na sami prodajni razstavi. Ja, lep dober večer vsem skupaj. Ja, točno, sodelujem z centrom oziroma z klubom En korak več kot ustanovitvena članica in enako podpiram razvoj in delovanje centra Korak. Ko človek prestopi
ko človek prestopi in vstopi v prostor, kjer so ljudje, ki potrebujejo pomoč, mislim, da te to zaznamuje za celo življenje in kar lahko naredim, včasih več, včasih manj, se seveda udeležujem prireditev, pomagam tukaj le danes kot asistentka pri prodaji, poznam veliko ljudi in takole druženje je seveda srečanje s prijatelji, dolgoletnimi podporniki, ki vsako leto že 12. prihajajo. Prva 3 leta je bilo v občini, v avli mestne občine, zdaj zadnjih 9 let pa tukaj na Brdo. In seveda tokrat v letošnjem letu 2019 ste si korak zamislili čisto na drug način, kot je bilo prejšnja leta. Res je, že lansko leto smo pripravili eno kombinacijo pravzaprav prireditev in prodaje, ker bazar praviloma je namenjen nakupu izdelkov in s tem donaciji klubu Korak in pa centru Korak. Letos smo pa glede na pobude strani naših podpornikov in ljudi, ki prihajajo vsako leto, se odločili, da res naredimo dobrodelni bazar, se pravi, da imajo ljudje možnost in čas iti večkrat naokoli, pogledati dobro izdelke, se pogovoriti v predverju, nekaj popiti, pojesti in potem ponovno vrniti in opraviti nakupe za božične in novoletne praznike. Tako da bomo videli, kaj je tisto, kar bodo ljudje pohvalili, pa bomo potem v naslednjem letu se ponovno odločili, ali je to pravi koncept ali ga je potrebno mogoče spremeniti. Donacije pa verjetno sprejemate tako kot vedno na bazarju. Tako je. Letos prvič je pravzaprav na sami vstopnici tudi označeno, da je prostovoljni prispevek 5 evrov na osebo. Nekako smo s tem želeli, da vsak, ki pride, donira minimalen prispevek za vse aktivnosti in razvojne možnosti, ki jih Korak ima. Drugače pa seveda potekajo donacije na enak način in sponzorstva na enak način, kot je zdaj. Odziv je bil ponovno enkraten, tako da so z nami podjetja, posamezniki, ki donirajo vedno z vsem srcem, brez pričakovanj, da bojo kaj dobili v zameno, in to je tisto, kar dela ljudi res to, kar smo. Pač pomagati sočloveku takrat, ko je potrebno. Simona Kraševec, tudi vi ste tokrat na prodajni razstavi, pravite pa sicer delate v zaposlitvenem centru. Kaj ste pripravili tokrat? Letos imamo kar pester izbor artiklov, večinoma keramika in les sta materijala, ki jih uporabljamo za naše artikle. Iz lesa veliko izdelujemo igrače, pa potem iz keramike pa razne posode, krožnike, artikle za dekoracijo in podobno. Predvsem gre pa za uporabne artikle. Večinoma artikle naredijo naši uporabniki oziroma zaposleni. Mi zaposlujemo invalide. Kako se dogovorite, kaj boste delali? Kakšen je to dogovor? V bistvu velikokrat pridejo sami naročniki do nas, imajo neko željo po nekem darilu oziroma nekem artiklu, ki bi ga radi pač podarili, in potem nekako naredimo eno zasnovo in pomagamo pri tem. Več vsako leto uspe. Pa potem kaj skupaj naštimamo, pa uredimo, pripravimo, da so zadovoljni. Ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. Ja, to smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Jaz sem prostovoljka pri klubu En korak več. Prostovoljka sem zdaj, ko sem pač ostala doma, da nisem več v službi, in sem se pač odločila, da rada pomagam, da nekaj dobrega za ljudi, a ne.
da se In vi ste spekli domače potice. Ja, tudi sem spekla. Jaz sem spekla orehovo potico pa kokosovo. Ja. Kako spečete kokosovo potico? To pa kar nekaj časa je treba. Najprej je treba zamesiti testo, ne? Potem to vzhaja, med tem časom se naredi mazilo, ne? Da za nadev, ne? Potem se namaže in potica zvije, se da v pekač in spet počaka, da vzhaja, potem pa se še speče. Mečke peči nimam, pečemo v pečici, električni pečici doma. Koliko potic takole spečete zdajle ob praznikih, ki se bližajo? Ja. Ja, to pa kar spečem. Mogoče ne 4-5 orehovih, pa ne 2 kokosovi. Tako. Ste že kaj uspeli prodati? Ja, mislim, da so se že kar dobro prodale. Nekaj se je že prodalo. Kakšna je pot uporabnikov do teh izdelkov, ki jih vidimo na tej prodajni razstavi? Ja, pot je kar, moram reči, pestra, zanimiva, ker vsi uporabniki niso zmožni vsakega dela narediti. Tako da moramo zelo veliko prilagajanja doseči tudi pri njih voljo, ker eni pač ne radi delajo z glino, eni zelo so se našli v tej oblikovanju gline. Tako da v bistvu pri vsakem posamezniku poiščemo tisto, kar lahko zmore in je pri tem uspešen, natančen in vidi rezultat, tudi ko je izdelek pečen, dekoriran in ko gre na prodajo. In potem ste vi posebej seznanjeni oziroma vidite samega uporabnika, kakšno je njegovo stanje, kako se počuti, kdaj bo on lahko kamorkoli pristopil k tem svojem delu. Ja, v naši enoti je v bistvu 16 uporabnikov, nekateri pač res delajo samo z glino, nekateri samo s steklom pa embalažo. Kot sem že prej omenila, v bistvu z glino jih je veliko več dela, ne, v bistvu kot večina, ampak kot sem že prej omenila, da uporabnik more občutiti, more poskusiti, more videti svoj izdelek, ga moraš pohvaliti. Oj, mi pesem še o ljubici in kako se jo dobi.